Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Člani alpinistične odprave Everest 1979 so se zbrali v Mojstrani, kjer so proslavili 40. obletnico vzpona na Mont Everest. Andrej Štremfelj, ki je skupaj z Nejcem Zaplotnikom kot prvi Slovenec stal na najvišji gori sveta, je spomnil, da takrat ni bilo veliko časa za proslavljanje. Z leti pa njihov dosežek vse bolj dobiva na veljavi. Super. Majčkan je seveda v takem dolgotrajnem spominu slabe stvari pozabimo, dobre pa ostanejo, tako da zdaj so spomini v glavnem samo dobri, kar je pa super. Drugače spomin na vrh je seveda mi čisto živ, kar si še zdaj predstavljam, kako je bilo, imam še malo tega občutka. Vendar to veselje žal ni bilo tako dolgotrajno, ker je bilo treba tako razmišljati na to, kako bo šla dol. Potem pa, ko smo prišli dol, ko bi morala biti resna žurka, ko bi mogli proslavljati in tako naprej, nismo nič, ker se je ponesrečil šerpa in je bilo to konc našega veselja do doma. Mi smo potem doma začeli te stvari dojemati v Kranju, ko je bil sprejem. Štremfelj in zdaj že preminuli Zaplotnik sta 13. maja leta 1979 kot člana 25-članske jugoslovanske odprave pod vodstvom Toneta Škarje kot prva Slovenca stopila na Everest. 2 dni pozneje so po prvenstveni smeri po še nepreplezanem zahodnem grebenu vrh Everesta dosegli še Slovenec Stane Belak Šrauf, Hrvat Stipe Božič in vodja šerp Nepalec Ang Pu. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani se je zbrala velika večina članov takratne odprave, ki so jo večinoma sestavljali Slovenci in nekaj posameznikov iz Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Ob tej priložnosti so se spomnili dogodkov na gori in izpostavili povezanost odprave ter njeno delovanje v duhu vsi za enega, eden za vse. Na dogodkom v muzeju je bil navdušen tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat. Super dogodek v Slovenskem planinskem muzeju. 40 let po vzponu Slovencev na Everest, točno ob 13:51 pred 40 leti se je pač ta vzpon zgodil in tukaj imamo prav prvo pristopnika, gospoda Andreja Štremflja, tudi seveda Nejc Zaplotnik je bil gor, imamo tukaj njegovo vdovo, gospod Mojco Zaplotnik in vse člane ekspedicije, tako da res ponosni, da jih gostimo v naših krajah pod Triglavom in kapo dol. Mislim, da so ponesli ime Slovenije, takrat tudi Jugoslavije, našega alpinizma in naših športnih uspehov širom sveta. Tako da svet se je takrat v bistvu zavedel, da v Jugoslaviji obstaja močna alpinistična srenja, ki lahko parira vsem najboljšim alpinističnim državam na svetu. Tako da hvala vam, fantje, za vse, kar ste naredili in za kar ste pač tudi dosegli na tej odpravi in tudi kasneje. Hvala. Na 8848 metrov visok vrh se je do danes povzpelo 18 Slovencev, ki imajo na Everest 3 različne preplezane smeri. Od tega eno prvenstveno smer, ženski vzpon, vzpon brez uporabe dodatnega kisika in prvi smučarski spust z vrha, kar Slovenijo uvršča v sam vrh himalajskih velesil. Slovenski alpinisti so se na 14 najvišjih vrhov sveta povzpeli v 20 letih, večinoma po prvenstvenih smerih, v Slovenskem planinskem muzeju pa so ob 40. obletnici prve slovenske osvojitve Everesta pripravili tudi razstavo zbranih predmetov in spominov, povezanih s to odpravo in tudi na splošno z Everestom. Prav primerno je, da smo v Slovenskem planinskem muzeju v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije obeležili 40. obletnico prvega vzpona na najvišjo goro sveta. Pred 40 leti se je namreč 25-članska odprava prvič odpravila in Slovenci smo osvojili Everest. To je bil začetek profesionalnega himalajizma oziroma alpinizma, katerega zgodovino hranimo tudi v Slovenskem planinskem muzeju. Skoraj da 20 udeležencev odprave je bilo z nami v Slovenskem planinskem muzeju. Obudili smo spomin na ta dogodek, slišali
vez, torej glasovni stik, poročilo o tem, ki sta ga poslala Nejc Zaplotnik in Andrej Štremfelj, vodji odprave Tonetu Škarji, in seveda tisto, kar nas posebej veseli v Slovenskem planinskem muzeju. Danes predstavljamo tudi novo gradivo, ki smo ga prevzeli v tem mesecu zbiranja, ki je vezano na Everest, in pa seveda tudi osebne zapiske preminule kronistke Elizabeth Hawley, ki je opisala vzpon jugoslovanske odprave na Everest. Vrtec v Kranjski Gori praznuje 50 let. Ob lepem jubileju so najmlajši iz vrtca skupaj z vzgojiteljicami pripravili lep kulturni program. Zbrane pa so nagovorili kranjskogorski župan Janez Hrovat, ravnatelj osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora Milan Rogel in vodja vrtca Cvetka Pavlovčič. Diči, diči, diča, urno na koniča vranega, dobro osedlanega. Diči, diči, diča, deček nima biča, deček nima ni ostrog, da pognal bi konja v log. Prvi začetki segajo 50 let nazaj. Takrat sem jaz začela v malo šolo, tako da se spominjam vseh vzgojiteljic, ki so delale v našem vrtcu. Bilo je lepo, vedno lepo, tako da z otroki delati najlepše. Vrtec se je tudi malo selil, več lokacij je bilo. Ja, vrtec se je selil iz lokacije v lokacijo, začel je delovati v zdravstvenem domu, potem, ko se je zgradila šola, sta bili 2 igralnici pri šoli, ker je bila število otrok vedno večje, so odprli 2 igralnici v stanovanju v Bezju, potem pa so se odločili za nov vrtec, ki stoji še danes, to je bilo leta 1993, ki je bila otvoritev tega vrtca. Kakšne prenove morda zdaj čakajo vrtec, je kaj v načrtu? Ja, vrtec bo potrebno obnoviti, ima že kar lepo dobo za seboj, potrebno je obnoviti sanitarije, potrebno je obnoviti kanalizacijo, elektriko, tako da s pomočjo občine upam, da nam bo uspelo. Koliko otrok je trenutno v kranjskogorskih vrtcih? Se zdi, da kar iz leta v leto več. Ja, res je, število kar narašča, trenutno narašča. Letošnje leto obiskuje vrtec 101 otrok. Delujemo v 7 skupinah, imamo enoto v Ratečah. Za šolsko leto 2019-2020 pa je v vrtec vpisanih 116 otrok. Ja, super, lepi nastopi, dobri spomini, 50 let nazaj na prve vrtčarske dni v vrtcu, še v zdravstvenem domu. Zdaj v bistvu vrtec res sodoben, prenovljen, tako da pohvale tudi mojim predhodnikom, vsem, ki so že na občini Jesenice, posebej pa na občini Kranjska Gora tako lepo skrbeli za razvoj in dograjevanje vrtca. In seveda na dobro sodelovanje verjetno lahko računajo tudi v prihodnje. Ja, vsekakor, otroci so naš zaklad, če le da bomo tudi na občini, občinski svet in vsi ostali gledali na naše otroke, ki so prihodnost. Jaz samo upam, da bo v prihodnosti otrok čim več, da bo pač nataliteta rasla in da bomo čez 50 let ob 100-letnici mogoče imeli že vpisanih ne 110 ali 115 otrok, ampak mogoče že 200. Kot sem že rekel, takrat mene ne bo, ker ne bom imel časa, bojo pa mogoče kakšni mlajši še prisotni, mogoče Karmen tudi ti. Dvomim, župan. Dejali ste, spomine imate tule na vrtcu v zdravstvenem domu, tudi bivšo vzgojiteljico ste danes srečali. Ja, seveda, naša Nada detelja me je takoj opomnila, zdaj majčken bolj okrog sva se zgovarjala, verjetno najbolj priden otrok nisem bil, ampak kolikorkoli sva preživela tiste dneve in leta, pa zdaj v bistvu smo pa že vsi v srednjih, poznih srednjih in v bistvu penzijah, tako da, glejte,
spomini so pa še kako živi in v bistvu otroški, tako da vse tako, kot je danes, je bilo 50 let nazaj in upam, da bo še 50 let naprej še veliko boljše. Let je dolga doba in to, da so občani pred 50 leti ustanovili vrtec in poznaj seveda ga tudi zgradili, je nekaj izjemnega. To je dogodek, ko so videli vizijo in so vedeli, da je vrtec tisti, ki bo otroke 1 leto stare in starejše na nek strokoven način peljal v življenje. Da je to lahko neka dobra priprava za šolo in seveda poznaje tudi, da bo nek rezultat zagotovo. To so seveda storila okolja, ki so imela vizijo in Kranjska Gora je nedvomno imela. Vrtec je kar poln, vedno več otrok. Res je, letos imamo 101 otroka, drugo leto že 116, kar je 15 otrok več. Sicer bomo imeli enako 7 skupin, vem, da bojo skupine popolnoma polne in to nas seveda veseli. Dobri obeti potem naprej za šolske klopi. Ja, res je, tudi v šoli zdaj sicer nekaj let stagnira število, vendar pričakujemo spet čez nekaj let po 2 oddelka in se tega veselimo. Šola več je otrok, več je seveda tudi strokovnega kadra, boljši program je. Jaz bi se rad ob tej priložnosti res zahvalil vsem, ki so zadnjih 50 let delali v vrtcu. Naredili so veliko delo, lahko smo jim hvaležni. Tudi danes smo se jim za to zahvalili in veste, ne moramo kar tako čez to, da predamo 1 leto stare otroke vzgojiteljicam. Otroci še ne znajo hoditi, še ne znajo sedeti, še ne znajo jesti in jih dobimo v šolo, take, ki so že oblikovani toliko, da lahko z njimi delamo, da že lahko pišemo črke, številke. Tako res velika zahvala vsem vzgojiteljicam, vodji vrtca Cvetki Pavlovčič, svetovalni delavki Tini Kralj. Tako da res in pohvala vsem upokojenkam, ki so zadnjih 50 let to veliko pomembno strokovno delo opravile. V teh 50 letih so za otroke skrbele tudi vzgojiteljice Martina Knez, Nada Plavčak-Detela, Metka Frelih, Irena Petraš, Sonja Kavalar, Silva Peternel, Zdenka Oven, Cvetka Tarman, Vesna Ražman, Vesna Kerštan, Maja Prusnik, Branka Petrič in pomočnice vzgojiteljic Milica Petraš, Slava Mlakar, Irena Erlah, Ljuba Kolman, Jerica Osvald Sedžak, Dragica Uderman in Saša Blažič. Ne gre pa pozabiti niti nekdanjih ravnateljev, kuharic, čistilk, hišnikov, socialnih delavk ter pisarniških delavk. Spomini vseh so zelo lepi. Prvo sem bila na Jesenicah v službi 8 let. No, potem me pa gazvoda včasih pelal z avtom, če je slučajno šel dosti skozi, pa me je pregovarjal, da bi prišla v Kranjsko Goro. No, tako da sem se pol odločila. Bili smo v zdravstvenem domu, 2 skupine. Prvič je bilo, začetka je bilo 34 otrok. Pa se je pa kar do konca šolskega leta, se jih je pa nabralo že kar čez 40. In tako vsako leto jih je lepo več. In koliko let ste bili tukaj v Kranjskogorskem vrtcu? 26 let sem bila. 4 leta smo bili v zdravstvenem domu, potem smo se pa 72 selili pa v šolo, v te prostore. In tam so bili pogoji verjetno veliko boljši. Seveda, je bilo pa tako. Jaz se spomnim, ko smo tisti dan smo že imeli vsa vabila ven poslana, naj bi, da bo otvoritev vrtca, mi smo pa še po noč do 4 zjutraj pospravljali, pa pot je polagal, tako da do 8 je bilo narejeno. Sekunde so pravzaprav šle na roko nam, da smo lahko otvorili pa odprli vrtec le v šoli. No. Kako se potem počutite, ko pridete na tako prireditev? Vrtec ima zdaj 50 let, vidite tudi tiste, ki so že odrasli, pa ste jih vi čuvali v vrtcu? Ja, velikih več ne poznam. Skozi leta se spremenijo, pa če jih človek ne vidiš veliko let, ne se pa tako spremenijo, da uide spomina. No. Je pa zelo prijetno priti na tako prireditev, prav gotovo. Obuja spomine.
srečati nekdanje sodelavke? Seveda, zelo redko se s katero srečamo, morbiti z Branko še, pa tako drugače pa bolj malo. In bo danes malce priložnosti za klepet. Tako je. Las občine Kranjska Gora je tudi letos obeležil Mednarodni dan družine. Tokrat so v sodelovanju z Zavodom Športeh organizirali družinski športni dan. To je bil zabavni športno-tehnološki dogodek, namenjen druženju, gibanju in zabavi. Predstavili so osnove borilnih veščin, gimnastike in akrobatike. Dogodek je bil popestren s prezentacijo najnovejše tehnologije, kot je virtualna realnost in razširjena resničnost. Z raznimi igrami je bilo poskrbljeno tudi za najmlajše. Tako kot že na prejšnjem dogodku smo naredili nekaj lepega za otroke, nekaj, da se lahko zjagajo, da se lahko sprostijo, da se lahko zabavajo, ker to je smisla dneva družine in v bistvu smo res naredili vse od A do Ž, od zabave, športa, tudi tam imamo neko predstavitev tehnologije. Tukaj vidimo družabne igre, ker tudi spadajo v bistvu v družinske stvari, tako da ja, probamo narediti čim bolj zabavne dogodke. Zraven bi se pa še zahvalil občini Kranjska Gora, ker nam je vse tole omogočila, tako kot na prejšnjem dogodku, tudi tole. Tako da res občina najlepša hvala za tako lepo darilo otrokom in družinam. Osnovnošolci tudi letos zbirajo odpadno olje iz gospodinjstev. V Kranjskogorski občini so letos največ olja zbrali na osnovni šoli 16. decembra Mojstrana. Projekt pa poteka pod okriljem podjetja Jeko. Gre za projekt zbiranja odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev, v katerem sodeluje 7 občin iz Zgornje Gorenjske, torej naši 2, Žirovnica pa Jesenice, poleg tega pa še Kranjska Gora, Bled, Bohinj, Gorje, in Radovljica, seveda, največja občina. V njem sodeluje 728 otrok. Otroci prinašajo olje oziroma njihovi starši v zbirne centre, v posamezne zbirne centre, in nagrada za najbolj uspešen oddelek iz vsake občine je izlet v Piran z ogledom akvarija, ki bo potekal nekje v sredini junija. Tukaj v občini Kranjska Gora je bila najbolj uspešna osnovna šola Mojstrana. Projekt izvaja podjetje Jeko iz Jesenic, pa za vse ostale občine. Torej skupno je bilo zbranih kar 16 ton odpadnega jedilnega olja, ki tako ne bo pristalo v čistilni napravi, v odtokih, ne bojo se cevi mašile. Če pa zlivamo olje v kompost, je pa sploh škodljivo za naravo, ker odpadno jedilno olje zelo obremenjuje vodo, odpadno vodo, tudi navadno vodo obremenjuje, ker na vodi pusti tanko plast, zaradi katere ne more prehajati kisik v vodo in iz nje. Akcijo seveda podpira tudi komunala Kranjska Gora. Na komunali Kranjska Gora smo zadovoljni, da akcija zelo dobro poteka. Začela se pred 2 leti, komunala Kranjska Gora kot tudi občina Kranjska Gora smo takoj pristopili k projektu, kateri vodi sosednje podjetje Jeko. Veseli smo tudi glede na količino zbranega jedilnega olja. Videli smo na predstavitvi, da je bilo tega zbranega 16.000 litrov. To je velika številka. Najbolj pa smo veseli to, da mi mlade podučujemo, da ta zbiranje odpadnega olja poteka tudi po zaključku te akcije, in lansko leto po zaključku akcije se je pokazalo, da še vedno starši, detki še vedno nosijo odpadne olje k nam na zbirni center, in na ta način vsi nekaj naredimo za ohranjanje narave in za boljši jutri. Ravnateljica na mojstranški osnovni šoli je seveda ponosna na uspeh svojih šolarjev, da vedo, kako je treba ravnati z okoljem. Vsekakor ponosna, vesela, zadovoljna. Se smo že drugo leto zmagali v tem projektu, to se pravi v projektu zbiranja odpadnega olja, in na ta način pripomogli, da je narava bolj zdrava, čista, da so naši odtoki v redu, in pa seveda, da otroke predvsem navajamo na to, da odpadke ločujemo in da je odpadno olje tudi zelo nevaren odpadek.
ne samo plastika in tako dalje. Kako ste se lotili zbiranja olja? Kar veliko? Ja, malo smo po gostilnah prosili na en teden, če ga dajo, kolikor ga zbirajo, pa smo ga pa na Tabre pelali, pa smo vsak teden ga skoraj gor pelali. Ja, in kaj te pomeni takšno zbiranje olja? Veš pomen? Ja, da olje ne mečemo stran, pa da to je bolj zdravo za okolje, pa tudi mi se bolj počutimo. Kako si pa ti zbirala, kdo ti je pomagal? Ata, pa zelo smo pač priden zbirali, pa smo hoteli, da tudi drugi pomagajo, kakšne, tudi če niso iz tega razreda. Na Mihovem domu je Planinsko društvo Kranjska Gora zamenjalo streho. Planinsko društvo Kranjska Gora se je odločilo, da po več kot 30 letih zamenjamo streho na Mihovem domu. Bila je lesena, odločili smo se za žerarja, kar delamo prostovoljno. Edino mojstri pa opeko smo plačali, drugo delamo pa vse prostovoljno. Sicer ima Planinsko društvo Kranjska Gora v upravljanju več koč. Je lastnik 3 koč, Krnico, kjer smo tudi pred 3 leti smo že tudi zamenjali streho. Potem imamo Mihov dom, smo ga tudi že obnavljali, smo zamenjali postelje in okna. In kočo na Gozdu, ko smo pa letos obnovili 3 kopalnice in zamenjali 16 komadov okn. Člani in članice društva sicer nikoli ne počivajo. Ja, Planinsko društvo je kar aktivno, najmanj smo aktivni z izleti, največ smo aktivni z delom, z čiščenjem poti, pa s tem obnovom teh koč, tu je prioriteta. Vsaj mene, drugi bi verjetno radi imeli več izletov. Drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. Delavnica zmojcev za otroke in starše bo v knjižnici v Kranjski Gori v petek ob 17. Prireditev Pobeg v planico 2019, ki jo organizira humanitarno športno društvo Pobeg, bo v soboto razpeta med Horjulom in Planico. Potekala bo od 7:30 do 16. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili v tokratni Kroniki tedna. Imejte se lepo in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!